Prosti, Klemeno, prosti, ker sem te zmotila, pa nisi mogel vzeti še enega koščka pršutka. Pršutka? Jaz bom jedel v sir, to sem se že odločil. Pa vse olive, pa je dober kruh. Dobra zakuska je. Je? Ja. Ti kakšen odnos imaš pa ti z hladilnikom? Zelo zakompliciran odnos. To je v bistvu love-hate relationship, bi se lepo slovensko rekel. Jaz v bistvu sem non-stop plačan in skozi jem. In v bistvu sem zmeraj, kadar pridem v novo vezo, se tudi zmeraj zredim. Pa ne novo vezo s hladilnikom, novim, ampak tako novo vezo. Tako da ja, jaz imam zelo zakompliciran odnos s hladilnikom in načrtno ne kupujem stvari, ki jih lahko požrem ful, kar je skoraj vse. Ampak ja. Kaj je boljše, dober seks ali dobra večerja, bogata? Tu drugače se zelo dopolnjuje. Lahko je ful dobra večerja pred seksom, predvsem sem pa po seksu zmerlačen. Tako dobra večerja pred seksom, to pomeni, da nimaš težav z kislino? Ne. Je pa res, da moraš pa malo paziti, da glih ne boš pol smrtel po česnu in čebuli in da nimaš glih recimo kakšnega prebranca na seznamu. Pač moraš malo strateško, če veš, da bo akcija. Jaz sem sedela zraven vas, pa sem slišala, da se ves čas smejete. Ja, seveda jaz sem tak človek, ki če je smešno, se zasmejim. Če je žalostno, jokam. Če ni pa nič, sem pa tih. Ste tih. A ste imeli kdaj probleme s težo v preteklosti? Da bi imel sam težavo kot s težo, ne. Sem pa bil, me je bilo včasih na momente malo več, ker rad jem. In sem včasih rad tudi kaj popil in jedel in popiješ in potem te je malo več. Včasih te pa pol malo manj. No, zdaj pa še nagajivo vprašanje. Kaj pa ženske, ki so malo bolj okrogle, no? Kako gledate na njih? So lahko tudi seksi ali ne? Tudi so seksi. V bistvu moram tako reči, če je meni seksi, velikokrat niti ni pomembno, a je suha ali debela. Mora mi biti preko oči, jaz moram reči, preko oči in preko obraza dobim nekako dušo. Eni gledajo malo drugam, ne? Jaz gledam pa preko obraza noter in nekako mi ni niti pomembno, a je pol večja ali manjša. Vam ne. Najprej čestitke za super predstavo. Odkot navdih glede na to? Navdih sta bila v bistvu kar predvsem Urška pa Saško. Ona dva sta bila, ker smo delali veliko skupaj. Saško, to se poznava več kot 20 let. V bistvu tudi z Urško skoraj 15 in sta super in sem v bistvu za njiju napisal. To je bilo fajn tudi zaradi tega, ker je izpadlo, ker ni obsojanja vredno to, da smo nekateri malo bolj debeli in je bilo čisto pozitivno. Zato hvala za vse nas, ker smo bolj okrogli, res pozitivna in lepa predstava. Gre se za to, da je treba gledati človeka od oznotri, ne na prvi pogled, se pravi, mislim, eni ljudje so močnejši. To ne pomeni, da niso veseli. Čeprav jih suhi velikrat probajo lih to jim nalepati na njih, da so nesrečni zaradi tega, ker so močnejši. Ni res, ni vedno to. In ni vse bolezen. Seveda, da ni. Kakšen je pa vaš odnos s hladilnikom? Zelo dober. Zelo rad kuham, jem, tako da mi je tudi domača tema. Kaj pa je boljše, dober seks ali dobra večerja? Lahko se združi, se dopolnjuje, mislim, da lepo paše vse skupaj. Najprej hvala v imenu vseh nas, ki smo malo bolj močni, ker je bila res enkratna predstava in vi ste nam jo. Hvala, res. Ja, nikaj, mislim, predvsem me veseli, da ste se zabavali, pa da ste se imeli fajn, ki to je predvsem namen predstave, da se zabavate, čeprav se ob vsej tej zabavi morda tudi kakšne sporočilca, ne? Ja, sprejeli smo se, sprejeli. Ja, jaz upam, to bi bilo fajn. Mislim, to je dosti pomeni v življenju. Lažje greš skozi življenje, če se sprejmeš. Ker non-stop obsoja televizija, mediji, vsi obsojajo debelost, oziroma to okroglost, ne? In ta predstava je res pokazala v drugačni luči to. In lepo.
že tako ali tako imamo v življenju probleme z drugimi ljudmi ponavadi, pa ni dobana potreba, da bi še jih sami sabo imeli, ne. Mislim, fajn je, da smo zadovoljni samo sabo, dokler se trudimo in delamo po najboljših močeh, jaz mislim, da moramo biti sabo zadovoljni, ne glede na vse in mislim, da smo enkratni, neponovljivi, pa če je treba, si pač vsak dan to poveš, če si drugače ne verjameš, ker eni si malo težje verjamemo. Jaz sicer, ne glede na vse, spadam med tiste, ki malo težje to verjamem, tako da jaz si moram to mogoče malo večkrat reči, hej Urša, daj nehaj, super si. Pa še ena pripomba oziroma kompliment, kako bi rekli, tudi mi bolj močni smo lahko ful seksi, to ste pokazali na odru. Ja, to pa tudi jaz, ja kako pa drugače ne bi mi imeli sploh otrok. Ne, seveda smo sek, mislim, to je vse v glavah, v resnici, jaz mislim, tako da ne vem, zakaj bi se sploh, a to bi bolj pomenilo, mislim, kaj sploh je seksi? V resnici je, za moje pojme, je seksi kvečemo malo pomanjkljivo, oblečeno žensko telo na en okusen, simpatičen način in je čisto vseeno zdaj, ali je to, mislim, močnejša ženska, ali je to bolj suha ženska, ne? Meni se zdi, da lahko okusno si seksi in zabaven tudi pri mojih kilogramih. Ja, tudi pri mojih, hvala. Kakšen pa je vaš odnos s hladilnikom v resničnem življenju? Joj, zadnjič mislim, da je takšen, da ko odprem hladilnik, pa ga potem zaprem, pa nič ven ne vzamem, skozi hodim noter gledati, kot da bi se kaj spremenilo. Oziroma v resnici čakam, da se moj standard zniža in potem vzamem nekaj tistega, kar, mislim, se nič ni spremenilo v hladilniku, ampak človek zniža standard, ne, ker ko četrtič odpre hladilnik, pa že nekaj vzame ven, čeprav prvič že ni bilo nič pametnega notri, ampak četrtič pa toliko znižaš, da rečeš, ok, to bom. Kaj pa je boljše, en dober... Ne. Se si jaz pol mislim, dajmo nekaj takega, kaj ne takrat naredi, pol pa recimo kruh kao redi, pol pa bom, recimo rečem, pol pa bom sir pa kumarce kisle. Ja, se to jaz, dam kumarco, uvijem sir okrog. Ja, to recimo, jaz tudi lahko naredim. Potem čez 10 minut pa pade kruh. Ja, zdaj, če zvečer jaz poskušam, ne. Čeprav rada, mislim, imam eno slabo navado, da rada jem po noči, ampak predvsem zato, ker imam takrat mir in lepo z užitkom, v miru, lepo ješ, pa tudi ves dan je že šel čez, se pravi, kot da ni nekih skrbi, kot da si po uspešnem dnevu nekako, mislim, nimam čisto pravega odnosa s hrano, ne, ker imam občutek, da se mogoče malo nagradim, ne, ker po uspešnem dnevu jaz mogoče, mi ne bi bilo treba se nagraditi za eno mirno, umirjeno večerjo, pa da nekaj finega poješ, ne, ker ti, mislim, meni pač fina hrana, fina občutke da, ne. Tudi meni. Ampak mogoče bi mi lahko tudi kaj drugega to dalo, ne. Čakaj, bom šla moža poiskati. Se glih to, kaj je boljše? Dober seks ali dobra večerja? Joj, Nadi, večerja dalj časa traja. Kaj naj rečem, najboljše, najprej seksat, pa greš pol večerjati. A ne, da? Ja, Ne obratno, ja, ne, je pa, to je sigurno pravi vrstni red. Zdravljena, čestitke za super predstavo. Enkratno je bilo in hvala, ker ste nas malo močnejše spravili v dobro voljo. Z veseljem, z največjim veseljem. Kako je biti ta suha med ta bolj okrogli? Spravi ta manjšina, ultra manjšina. V redu, noč se ne počutim kaj, da mi je kaj odvzeto. Predvsem zato, ker jaz v bistvu zelo velik, jaz po moje največ jem, od vseh treh največ jem v tej predstavi, sicer v backstageu, ne, ampak ja, v resnici, tako da mi čisto nič ne je odvzeto, nič mi ni prišparano in ja. In kje je skrivnost, da te suhi največ jejo? Veš kaj, jaz nisem ena od unih, ki bi imela to srečo, da lahko jem kar vse, pa se mi nič ne pozna. Moram paziti, ampak pač malo pa je tudi to, no, da sem ful disciplinirana in recimo vsak dan hodim v hrib. Ja, imam en ful luškan hribček, tak podobno kot Šmarka in mi je prav tako sem si nekako dala noter v urnik, ker mi je ta ena urca ali pa 40 minut, no, ko grem gore dole, mi nekako predstavlja tako glavo dam stran in takrat sveže ideje pridejo noter ali pa neke stvari, ki sem jih delala čez dan, ne, se mi potem v teh 40 minutah tako lepo poklopijo, tako se mi povežejo in je, tako sem v bistvu ugotovila, da je ta ena urca na nek način delovna urca, če me razumeš, kaj mislim, no, ni ono, zdaj pa delam samo nekaj za svoje telo, ampak je dejansko tako, zaokroži vse, no. Pride nove ideje, ne? Ja, pride nove ideje, veš, tako kot, ne vem, potušam, ko greš na stranišče. Ja, samo potušam dobim ideje. Jaz tudi potušam, pa na stranišču tudi. Super. Kakšen odnos pa imaš s hladilnikom? S čim? Hladilnikom. Ja, hladilnikom. Misliš doma? Ja, doma. Predvsem sem šefica hladilnika, definitivno, ker pač pri nas
najboljši, jaz kuham. Jaz sem takač 2 hladilnika. Ja, a veš, zakaj enega imam spodaj v shrambi, enega imam pa zgori? Zato, ker nekako ful rada nakupujem tako, midva greva recimo enkrat v večji nakup, enkrat na mesec v večji nakup in potem pač vzamem vse stvari, ki nekako lahko zdržijo večkrat dlje in pač vzamem in pol dam recimo v zgornji hladilnik samo tekoče zadeve, a ne, v spodnjega pa pač, ne vem, to in potem hodim v spodnji hladilnik jemat in ko v bistvu spodnjega zmanjka, gremo spet. Popolnoma organizirano torej. Mogoče tle ključ do tega. No, še ena stvar. Kaj je boljš? Dober seks ali dobra večerja? In v kakšnem vrstnem redu? Če? Da bi prav med večerjo seksala. Ne. Tega še nisem. Why not? Okay. 9 tednov in pol. Kako? 9 tednov in pol. Ja, je bilo tako? Ne slišim ne. Okay. Dobro. Skratka, kaj prej? Mislim, jaz ponavadi sem kar lačna pot, tako da je to, veš, kako po moje najboljše tako. Čisto iskreno mislim, da najboljše tako, da najprej večerja, pa mičkano pauzica, pa seks, pa še malo pojesti, ko si spet lačen. Čestitke za predstavo. Vi ste dokaz, da so močnejši moški seksi. A se tega zavedate? Pa mislim, iz vaših ust v božje ušesa, bom rekel. Če to res mislite, ja, super, ja. Mislim, ker trend je, se veste, zdaj to pač moški trikotniki, six-packi in tako naprej. Jaz sem pač malo narobe obrnen trikotnik, ne, v tem smislu. Ja, gledajte, če se mogoče se bo pa kaj spremenil pol takole, ja. Se je pomembna energija. Bomo zmeri bolj močnejši, tudi seksi, ja. Pomembna energija in pomembno, kako se vi počutite. In kakšen odnos pa imate vi s hladilnikom doma? Doma? Zelo rad ga vidim od znotri, včasih malo kar gledam noter v njega, pa kaj bi danes, kaj bi zdaj, mislim, to ne bi, se pravi, tako raziskujem ga rad, ja. Ker nikoli ne vem točno, kaj je noter, recimo. Mogoče so pa kaj nakupili čez dan, čez zvečer. Zdaj bomo pa še malo poredni. Kaj je boljše, dober seks ali dobra večerja? Sem še zmeri po moje bolj za to prvo. Ampak najboljše pa kombinacija, ne? Ja. Se pravi, najprej seks in pol večerja ali obratno? Lahko, ne vem, najprej večerja, pol seks, pa po večerek.